Vojna v Rusiji. In da, prav sem to napisal, se nadaljuje. K divji karti bomo prišli čez trenutek, ampak najprej moram razkriti glavno poanto današnjega dne. Vojna postaja za povprečne Ruse hitro nevzdržna, za kar so zaslužne nekatere zgodnje sankcijske odločitve Zahoda, ki končno začenjajo učinkovati proti Moskvi. Ja, danes nas čaka razburljivo raziskovanje prepleta milfov in pozavarovalnih polic. In ponosen sem, da sem zagotovo prvi človek v zgodovini človeštva, ki je te dve stvari združil skupaj. Poleg tega bomo poskušali razumeti tudi, zakaj Kremelj sam dade tega ne ukrepa. Če pustimo moje besedne vragolije ob strani, glavna kampanja, ki jo imam seveda v mislih, so ukrajinski napadi na distribucijske centre Wildberries. In Bog pomagaj, ruski Amazon se uničuje hitreje kot dejanski amazonski pragozd. Tukaj je zemljevid mednarodno priznane Rusije, z vsemi lokacijami, ki so bile uničene, požgane ali kako drugače postale nevarne. Opazili boste koncentracijo okoli Moskve iz očitnih razlogov. Eno imam izven zemljevida, ker se je zgodilo na Krimu. In čeprav so še vedno v zahodni tretjini države, se začenjajo pomikati proti vzhodu. Samo danes zjutraj lahko dodate poročila o še treh, v Volgogradu, Tatarstanu in drugič tik čez Kerški preliv. Poleg tega se zdi, da je Ukrajina zadela distribucijski center glavnega tekmeca, Wildberries Ozon, ki se je prej morda znašel le na liniji ognja zaradi nekaterih sosednjih obratov Wildberries. Prišli smo do točke, ko podjetje Firepoint, najbolj znano kot proizvajalec križarske rakete Flamingo, čeprav so za te napade odgovorni njihovi droni, na družbenih omrežjih igra nekakšen Wildberries bingo. In ja, to sem res mislil. Če pravilno uganete naslednjo tarčo, lahko osvojite enega od teh obeskov zaključe z blagovno znamko Firepoint. In če se sprašujete, zakaj se imenuje MILFTECH, no, ker je to družinska oddaja o vojni, lahko samo domnevam, da MILF pomeni manjkajoč inventar, logistika odpoveduje. Ali pa zato, ker je izvršna direktorica ženska in se norčuje iz spolnih stereotipov o ženskah v obrambni industriji. Mimogrede, rojena je bila leta 1992. Če slučajno starejši milenijci potrebujejo še en razlog, da ponovno premislijo, kaj so počeli celo svoje življenje. V vsakem primeru je Firepoint zelo zadovoljen s kaosom, ki so ga povzročili, in se ne bojijo uporabiti celo ruskih posnetkov škode, da bi še povečali svojo prisotnost na družbenih omrežjih. A čeprav je MILF vsebina na družbenih omrežjih zanimiva, je prava zgodba, ki je v ozadju trenutnih ruskih težav, zavarovanje. Tako je, dolgočasni stari finančni sistemi znova udarijo. Podjetja potrebujejo zavarovanje, da se zaščitijo pred različnimi tveganji, s katerimi se srečujejo vsak dan. Morda imate odličen poslovni model, ki zanesljivo prinaša dobiček, vendar obstaja majhna možnost, da gre lahko kaj katastrofalno narobe. No, verjetno si ne želite, da bi ena sama nevšečnost uničila sicer zanesljiv vir zaslužka. Zato imate zavarovanje, kot zaščita pred tem redkim a grozljivim izidom. Vendar pa vojne pokvarijo celotno delovanje. Poslovni model, ki ga sprejmejo zavarovalnice, je združevanje tveganj. Požar v tovarni je na primer redek dogodek, ki bi bil uničujoč za to določeno podjetje na tej določeni lokaciji. Če pa zavarovalnica krije 100 različnih tovarn, je veliko manjša varianca v pričakovanem izidu, zahvaljujoč čarom centralnega limitnega izreka. Tako pobira premije od vsakega od teh podjetij, saj ve, da bo pri peščici teh podjetij prišlo do požara. Ampak to je v redu. Premije od vsakega od drugih podjetij več kot pokrijejo izplačila, zato lahko zavarovalnica vsako leto ustvari dobiček. Vendar pa obstajata dve glavni težavi s tem poslovnim modelom. Ena je smola. Kljub težnji centralnega limitnega izreka so v porazdelitvi še vedno repi, kjer zaradi izjemno slabe sreče v določenem letu zgori ogromno tovarn. Ta problem se reši s pomočjo nečesa, kar imenujemo pozavarovanje. Ker sem slišal, da imaš rad zavarovanje, sem ti priskrbel zavarovanje za tvoje zavarovanje, da se lahko zavaruješ medtem, ko se zavaruješ. Vsaka posamezna zavarovalnica se sooča z majhnim tveganjem, da jo doleti smola. Zato pozavarovalnica združuje to tveganje na enak način, kot zavarovalnice združujejo tveganje za izvorna podjetja.
To je čarovnija v ozadju zavarovalniške industrije, o kateri mi, navadni ljudje, nikoli ne razmišljamo, ker se vse dogaja v ozadju. Toda brez tega se stvari začnejo podirati in morda ne bi zaupali sposobnosti vaše zavarovalnice, da vam izplača denar, če tega ne bi bilo. Gremo naprej. Druga težava prve ravni zavarovalnih shem je povezanost tveganj. Ko v večini primerov, v 3% tovarn pride do požara, sistem deluje odlično. Ko 97% časa ni požarov, 3% časa pa imajo vse tovarne požare, se vse sesuje. Seveda bi zavarovalnica 97% časa kopičila denar, a 3% časa bi postala insolventna. Zato zavarovalne police običajno vključujejo klauzule o višji sili, ki večinoma omejujejo izplačila, kadar je vzrok škode povezan z drugimi takimi dogodki. Morda se zdi kot trik, ki ga zavarovalnice uporabljajo, da bi se izognile kritju, vendar je to v resnici odraz realnosti. Zavarovalnice preprosto ne morejo izplačati vsem hkrati. Stranke ne bi smele plačevati za to možnost, niti pričakovati, da bodo prejele to kritje. Morda vidite, kam to pelje. Pomislite na problem korelacije v kontekstu ukrajinskih bomb. Da bi zavarovanje delovalo, bi moralo dejstvo, da ima moja tovarna težave, pomeniti, da o tem, ali ima tudi vaša tovarna težave, ne vemo ničesar. Vendar pa kampanje strateškega bombardiranja ne delujejo tako. Če vem, da je bilo vaše distribucijsko središče uničeno, pomislim, da je verjetno tudi moje uničeno. Zavedanje, da Ukrajina sploh napada te stvari, vsem drugim vzbuja nelagodje. In da je stvar še slabša, bolj ko vidim, da je uničeno, bolj verjetno je, da je tudi moje uničeno, ker vedno več izvemo o obsegu bombardiranj. Zato tukaj običajne zavarovalne police niso v pomoč. Ne gre zgolj za večje tveganje uničenja. Zavarovalnice bi lahko ta problem vsaj rešile z višjimi premijami. Problem je v korelaciji. Tukaj še vedno obstaja rešitev, ki temelji na zavarovanju. Zaračunajte visoke premije in nato poiščite pozavarovalnico. Pozavarovalnica bo nato zahtevala svoje visoke premije. Vendar, če zavaruje veliko drugih zavarovalnic, lahko absorbira korelirano tveganje v enem primeru, dokler to korelirano tveganje ni povezano z drugimi tveganji, ki jih prevzema. Tukaj pa se pojavi še en problem, posebej za Rusijo. Na svetu ni prav veliko pozavarovalnic. Ta dejavnost zahteva ogromno kapitala, če želite svojim jamstvom verodostojno stati za hrbtom. In zgodi se, da so najboljše pozavarovalnice zahodna podjetja. Tako zdaj lahko vidite, kje je težava. Ruska podjetja so po priključitvi Krima leta 2014 začela prehajati na ruska zavarovanja, po invaziji leta 2022 pa so morala praktično čez noč popolnoma preiti na domača podjetja. Tudi ta zavarovalna podjetja so morala preiti na ruske pozavarovalnice. Ampak potem naletimo na še dve dodatni težavi. Prvič, ruske pozavarovalnice so majhne. Premajhne za današnjo nalogo. Drugič, in tukaj postane stvar zapletena. Pozavarovalnice imajo svoje lastno pozavarovanje, imenovano retrocesija. Tako je, uredil sem ti zavarovanje za tvoje zavarovanje, da se lahko zavaruješ, medtem ko se zavaruješ. Ponudniki retrocesije so izpostavljeni največjemu tveganju, zato morajo biti še večji in se zavarujejo pred tveganjem tako, da ga čim bolj razpršijo. Orkan na Floridi in potres na Tajvanu sta skoraj povsem nepovezana dogodka, zato so lahko še vedno nekoliko mirni. In na dan, ko lahko sestavite te informacije in ste ves čas korak pred mano, bi rekel, da lahko vidite, v čem je tukaj težava. Ruski pozavarovalci nimajo dostopa do retrocesije, prav zato, ker ta zahteva dostop do svetovnih trgov. Kako ostane le zavarovatelj v skrajni sili, sama ruska država? In do zdaj ruska podjetja od vlade ne slišijo veliko več kot misli in molitve. Tudi pri naravnih nesrečah vlade pogosto postanejo dejansko zavarovalnice, kadar nobeno podjetje noče prevzeti tveganja. Dejansko socializirajo stroške slabih izidov na vse v državi. V primeru Rusije bi bilo to povsem primerno.
Pred 4 leti je Kremelj določil, da bo v Ukrajini vojna v polnem obsegu. Torej, ko se je ta vojna vrnila v Rusijo, bi morala biti država kot celota odgovorna za škodo. Nima smisla, da zasebno podjetje nosi breme vojne. Ampak ne, Kremelj na stvari ne gleda tako. In pomanjkanje resne pomoči, razen obljub o posojilih in davčnih olajšavah, odpira vprašanja, kaj si Kremelj tukaj misli, saj vsak Rus, ki je vključen v e-trgovino, zdaj prevzema stroške vojne nase. Moje najboljše ugibanje za razlago pomanjkanja ukrepov je kombinacija dveh dejavnikov. Prvič, Kremelj si tega preprosto ne more privoščiti. E-trgovina zajema približno 8% BDP, če uničenje Wildberriesa in podobnega prizadene tudi njihove neodvisne prodajalce. In to še preden v igro vstopijo drugi sektori, kot so trgovci z živili, ki razmišljajo o zmanjšanju svojih distribucijskih centrov, da bi se izognili prav tej težavi. Kremelj nima dovolj likvidnosti, da bi lahko izplačal takšno škodo. No, razen če ne bi natisnili absurdne količine denarja, za kar pa ruski ekonomisti vedo, da je slaba ideja, iz številnih drugih razlogov. Ne pozabite, Kremelj je trenutno finančno omejen zaradi izgube prihodkov od rafinerij. Zato krožijo govorice, da bo Rusija opustila pogodbeno novačenje in prešla na mobilizacijo 500 000 mož v 2 mesecih, saj je ta možnost veliko cenejša. In kakršnakoli likvidna sredstva, ki ga Rusija ima, ostaja v trezorju kot varovalo pred problemom prelivanja, ki bi lahko povzročile sistemsko tveganje za celoten ruski finančni sistem. Nazadnje, ko smo govorili o Wildberries, je bil glavni zaključek, da podjetje glede na javno znane informacije ne predstavlja takšne težave. Tako lahko Kremelj danes ponoči mirno spi, zadovoljen, da je še enkrat prenesel stroške vojne na nič hudega slutečo žrtev. Ali pa vsaj odločevalci za tistimi trdnimi zidovi lahko poskušajo mirno spati, dokler nezadovoljni Rusi ne začnejo hoditi po ulicah. Takšne so torej naše ključne ugotovitve za danes. Ukrajinski napadi na Wildberriesove objekte se nadaljujejo in se očitno širijo na sorodne cilje. Ruska zavarovalniška podjetja ne morejo rešiti problema zaradi njegovega obsega in prejšnjih zahodnih gospodarskih sankcij. In Kremelj se zaenkrat ne trudi reševati teh težav, čeprav je trenutno edini, ki to lahko stori. Medtem pa se lahko spomnite, kako se je vse to začelo, če preberete eno od teh 2 odličnih knjig, ki opisujeta izvor vojne. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.